Hoteli smo namreč pokazati, da je Filozofska fakulteta prostor, kjer je možno razpravljati o aktualnih zadevah na takšen način, da vsi kaj iz tega pridobimo. Preden sem postal dekan, in to je tudi bil eden od motivov, da sem kandidiral, sem opazil, da Filozofska fakulteta danes nima v širšem družbenem prostoru tiste vloge in pomena, kot ga je imela nekoč. Zdelo se mi je to škoda, zdelo slabo tako za fakulteto kot univerzo, kot širše za družbo. Mislim, da vendarle na Filozofski fakulteti zbranih veliko zelo kvalitetnih moči, tako da to se mi je zdelo en problem, ki ga je bilo treba nasloviti. No, ta problem smo naslovili z zelo uspešnimi, po moji oceni, dogodki, ki smo jih imenovali najprej kultura strpnosti, potem pa preimenovali v kultura sožitja. Takrat je bila situacija nekoliko drugačna na Filozofski fakulteti, kot je danes. Takrat je prostora primanjkovalo za študente strahotno, seveda pa tudi za zaposlene. Zato je bilo pridobivanje novega prostora prva od točk te vizije. Kar se je meni zdelo tudi velikega pomena, pa je to, da je Filozofska fakulteta od takrat naprej samo za Filozofsko fakulteto. Takrat smo z izrednim študijem, doktorskim študijem in temi stvarmi zaslužili nekoliko več, kot se da to danes. To nam je omogočalo, recimo, da smo zbrali toliko sredstev, da smo odkupili preprosto ta dva prizidka za Filozofsko fakulteto. Druga zadeva, ki je bila pa precej manj uspešna, je bila pa moja želja, da bi določene stvari debirokratizirali v tej hiši. Ena od idej je bila zmanjšanje števila oddelkov. No, pri nas se je izkazalo, da je to a no-go. Še večji, še težji oreh pa je bila preureditev načina poslovanja v tej hiši. Mislim, da je ta način, kakršen je, zelo drag in zelo neučinkovit. In seveda je bila moja ambicija izboljšati raziskovalne pogoje za delo. No, to pa je zadeva, ki je seveda veliko širša, kot so dometi in zmožnosti ene fakultete, da uredi. Ja, jaz sem bil precej razočaran z izkupičkom teh 4 let. Zdelo se mi je, da vložena energija in delo in čas, da se niti slučajno niso povrnili. So vendarle se določene stvari naredile, da so se rešile v zvezi s prostorsko stisko, ki je takrat dejansko bila strahoten problem, da smo takrat zastavili nekatere stvari, ki še zdaj zelo uspešno potekajo. Tukaj mislim na založbo Filozofske fakultete. Zelo velik dosežek se mi zdi to, da smo takrat začeli izvajati študij zahodnoslovanskih jezikov, češčine, slovaščine in poljščine, da smo za to dobili sredstva in prostore. In precej smo bili uspešni takrat tudi na odpiranju lektorskih mest za slovenščino na univerzah po svetu. No, jaz mislim, da je prihodnost humanistike in družboslovja v tej družbi veliko svetlejša, kot je ta hip. Visokošolski študij sega v Ljubljani že na konec 17. stoletja. Univerza ni začela pred 100 leti. Tisto, kar je specifika te univerze, je, da je univerza v slovenskem jeziku. In v tem smislu univerza, ki pozablja na to, seveda pozablja na svoje korenine in tisti osnovni smisel svojega poslanstva. Samo pomislimo, kako bi bilo, če ne bi imeli univerze
kjer poteka pouk v slovenskem jeziku. Kaj bi bilo, če bi vsa slovenska inteligenca bila izobražena v hrvaškem jeziku? To je ena stvar, ki se mi zdi, da jo bo morala tudi zdaj ob tej priložnosti in pri nadaljevanju dela naslednjih 100 let tudi univerza si večkrat postaviti pred oči.